Tudi v mojem imenu. Predstavil bom predstavitev z naslovom Prostorsko modeliranje naravnih nevarnosti ter določanje varovalne in zaščitne funkcije gozdov, in sicer rezultati Alpine Interreg Space projekta Green Risk for Alps. Kot soavtorji predstavitve so navedeni še trije kolegi iz Avstrije, in sicer Michael Neuhauser, Christopher and Charlie kot vodja projekta Green Risk for Alps. V sami predstavitvi se bom v uvodnem delu najprej dotaknil funkcije gozdov, potem bom na kratko predstavil modeliranje naravnih nevarnosti, modele FlowPy, ki je bil razvit v projektu Green Risk for Alps. Potem bom predstavil določene varovalne funkcije gozdov z uporabo modela FlowPy in določene zaščitne funkcije gozdov, in na koncu bom podal še nekaj predlogov za doseganje ciljev oziroma označil v teh operativnih ciljih tiste sklope, kjer se znanje, ki smo ga razvili v tem projektu, dotika teh alpskega sistema podnebnih ciljev. Funkcija gozdov v Sloveniji določa pravilnik o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanja z divjadjo in pa priročnik za izdelavo gozdno-gospodarskih načrtov, in sicer pomembno pri tem je, da se funkcije gozdov določa za gozdni prostor kot tak in ne le gozd, torej gre tudi za negozdna zemljišča, ki so funkcionalno povezana z gozdom. To je zlasti pomembno pri prehodu gozda na zgornji gozdni meji v pas rušja oziroma v travišča. Funkcije varovanja gozdnih zemljišč in sostojev, kratko imenujemo tudi varovalna funkcija, gre predvsem za varovanje rastišča samega in okolice pred posledicami vseh vrst erozijskih procesov, dočim zaščitna funkcija ščiti prometnice, naselja in druge objekte pred naravnimi pojavi. Tu bi želel izpostaviti, da ne smemo funkcij gozdov, zlasti ne funkcije varovanja gozdnih zemljišč in sostojev, enačiti z kategorijo varovalnih gozdov. Modeliranja naravnih nevarnosti smo se v projektu Green Risk for Alps lotili za 5 naravnih nevarnosti, in sicer za hudournike, za skalne podore, za snežne plazove, za zemeljske plazove in pa za drobirske tokove. V tej predstavitvi bom predstavil zlasti model za določanje skalnih podorov in pa model za določanje oziroma modeliranje snežnih plazov. Kot sem omenil, je bil model razvit v okviru Green Risk for Alps projekta in testiran do sedaj je bil za modeliranje snežnih plazov, za plitvih zemeljskih plazov in pa skalnih podorov. Napisan je v programskem jeziku Python in omogoča uporabo večjega števila procesorskih jeder, kar je zlasti uporabno za modeliranje oziroma simuliranje naravnih nevarnosti na regionalni oziroma državni ravni. Vhodni podatki za model FlowPy so digitalni model višin, kjer priporočljiva je velikost rastrske oziroma slikovne celice 5 oziroma 10 metrov in prvi oziroma še nujni sloj za določanje oziroma za sam potek modeliranja je še rastrski sloj izvornih območij, kjer območja, od kjer izvira neka nevarnost, recimo snežni plaz ali pa skalni podor, označimo z 1, ostalo dobi vrednost 0. Model lahko vključuje tudi rastrski sloj infrastrukture in je zlasti pomemben za določanje zaščitne funkcije gozdov, kar vam bom prikazal v zadnjem delu predstavitve. Lahko pa v sam model vključimo tudi varovalni učinek gozda, ker gozdovi, ki ščitijo v najvišji meri pobočne procese, recimo vrednost 1, tam, kjer gozda ni, je vrednost 0. Na teh vprašajih bi zlasti rad izpostavil
spostavil to, da pri modeliranju z modelom FlowPy imamo omogočeno tako določanje izvornih območij, kot določanje območij premeščanja in tudi območij odlaganja blokov oziroma pobočnih premikov, kar je na nek način novost v Sloveniji, zlasti na tem regionalnem nivoju. Vsi vhodni rastrski sloji morajo zajemati enako veliko območje in hkrati imeti enako prostorsko ločljivost. Uporabili smo prostorsko ločljivost 5x5 metrov, kar pomeni nekako merilu 1:10.000. Določanje izvornih območij je prvi korak v samem modeliranju, in sicer smo za skalne podore predpostavili vsa tista območja, kjer je mejna vrednost naklona višja od 48,7 stopinja. Tu smo izračunali po tej enačbi, 55-krat resolucija, torej prostorska ločljivost na potenco. Dočim smo izvorna območja za snežne plazove določili na podlagi kriterijev oziroma kazalcev, ki jih porabljajo v Innsbrucku, na centru BFV za naravne nesreče. Pri tem se upošteva mejna vrednost naklona in pa mejna višina snežne odeje, in sicer upoštevajo se nakloni nad 27,5 stopinj do pod 55, na nižjih naklonih od 27,5 stopinj ne prihaja do splazitva oziroma do splazenja snega, dočim nad nakloni 55 stopinj se sneg ne zadrži. Naslednji parameter je višina snežne odeje, in sicer ta nam tudi definira, podobno kot naklon, kategorijo oziroma razred nevarnosti za proženje snežnih plazov. In sicer smo v tem modelu upoštevali samo razred 3, torej območja, ki so na tej barvi označena z rdečo barvo. Naklone med 37 in pod 55 stopinj in višina snežne odeje nad 180 centimetrov. Višino snežne odeje smo izračunali na podlagi ponovno digitalnega modela višin, in sicer v odvisnosti od nadmorske višine, ker smo upoštevali podatke od leta 1961 do danes z teh 9 meteoroloških postaj in za vsako meteorološko postajo izračunali povprečno maksimalno višino snežne odeje znotraj posameznega leta, in potem smo izračunali odvisnost, kako narašča višina snežne odeje z nadmorsko višino. Recimo vsakih 100 metrov nadmorske višine se nam v povprečju debelina snežne odeje v povprečju poviša za 18 centimetrov. Naslednji korak je določanje območij premeščanja in odlaganja, ki zahteva bolj detaljna simuliranja, in sicer osnovni princip je kot energijske črte, kjer določimo mesto oziroma doseg gmote oziroma odkladnine, in sicer na tej skici označen z kotom alfa, torej manjši kot je kot, daljši je doseg mase, ki se giblje po pobočju. Samo lateralno širjenje odkladnine oziroma plazu je definirano s prehajanjem iz ene celice v drugo celico na rastrskem modelu reliefa, in sicer je kot kazalec lateralnega širjenja uporaben ta eksponent, ki smo ga v našem primeru določili za snežne plazove kot 8, za skalne podore pa kot 75. Kaj tu upoštevajo vsi ti obrazci? Predvsem se za vsako celico na modelu reliefa potem opazuje sosednje celice in na podlagi teh enačb izračuna verjetnost, da se bo recimo snežni plaz premaknil v sosednjo celico oziroma da se bo zaustavil. Sam pomen teh parametrov je recimo prikazan na teh 4 skicah, in sicer prvi je primer za recimo snežni plaz, ki ima majhen alfa, torej daljši doseg, in majhen eksponent, torej večje lateralno širjenje,
dočim, če pogledamo te zadnjo skico, recimo alfa 32 je krajši doseg in eksponent 25 pomeni manjše širjenje v levo-desno po sami plazini. Ta črna točka pa prikazuje izvorno območje. Naše model smo testirali sicer na večjem območju oziroma za celotno območje Kranjske Gore, ampak jaz bom tu predstavil samo z hudourniško območje Pišnice, in sicer imate Vršič, označen prisojnik in Špik z orientacijo, in na tem delu sem želel prikazati tako določene varovalne kot tudi zaščitne funkcije gozdov. Namreč tam je kar dosti te infrastrukture. Pomembna cesta čez Vršič, označena s to pink barvo, in pa rdeče točke predstavlja stavbe, dočim zelene črte predstavljajo gozdne ceste. Kot sem omenil, smo modelirali samo oziroma določili funkcijo samo za snežne plazove in skalne podore, in takole potem recimo po modelu izgleda določitev izvornih območij za skalne podore oziroma potem same simuliranje z gibanje oziroma premeščanja in odlaganja z celotno območje hudourniškega območja Velika Pišnica. Te modre barve predstavljajo nižjo energijo potovanja mase, dočim rdeča barva predstavlja višjo energijo. Podobno velja za snežne plazove, z rdečo so označeni območja izvorov in potem območja gibanja oziroma odlaganja. Enako modra barva pomeni večjo energijo, ki jo ima plaz po gibanju, rumena oziroma rjava pomeni nižjo energijo. Če vse skupaj zdaj recimo ta območja premeščanja in odlaganja za skalne podore in snežne plazove prekrijemo z masko gozdov, torej izdelamo presek, potem na območju, kjer se pojavljajo gozdovi oziroma na območju premeščanja in odlaganja teh pobočnih premikov, kjer se nahajajo gozdovi, tiste gozdove potem lahko opredelimo kot varovalne gozdove. Torej v tem primeru je tu gozdna oziroma gozdovi po karti Zavoda za gozdove Slovenije v sestojih, in če tu prekrijemo recimo z območje skalnih podorov, potem je varovalna funkcija določena za ta območja, ki se prekrivajo z območji odlaganja skalnih podorov. In podobno za snežne plazove. Določene zaščitne funkcije je nekoliko več modelirano oziroma v bistvu je tudi tisto jedro, ki smo želeli v tem modelu razviti, in sicer kateri pa so tisti gozdovi, ki ščitijo infrastrukturo pred škodljivim delovanjem naravnih nevarnosti. Poleg izvornih območij premeščanja, območij odlaganja, smo želeli določiti, katera so tista, do katerih snežni plazovi ali pa recimo skalni bloki potujejo do infrastrukture, in model FlowPy omogoča tako imenovani back calculation, kjer nam označi glede na infrastrukturo, recimo ena v našem primeru nad gozdno cesto, zelena barva kot infrastruktura, 2 nad regionalno cesto Kranjska Gora-Bovec in pa 3 nad stanovanjskimi oziroma nad stavbami, nam izloči samo tiste območja, po katerih je recimo snežni plaz ali skalni podor pripotoval do njih. Podobno velja za snežne plazove, recimo tu vidite ta zadnja rdeča pika na koncu te gozdne ceste v Krnico, je koča v Krnici, in vidite, da je potem ogrožena recimo snežnih plazov in obarvana je rjave barve, torej kategorija 3, ki sem določil stavbe kot najvišjo vrednost oziroma najvišji škodni potencial, dočim gozdna cesta recimo ima nižji škodni potencial. Podobno kot za samo določitev varovalne funkcije, tudi tu lahko naredimo presek z masko gozdov oziroma območji premeščanja in odlaganja nad
neko infrastrukturo in na tak način določimo še zaščitno funkcijo gozdov. Pri tem dobimo tudi podatek, kaj zaščitni gozd ščiti, recimo ščiti neko gozdno cesto, ščiti neko lokalno cesto, železniško progo, nek stanovanjski objekt in tako naprej. Zdaj, model omogoča torej določanje izvornih območij, omogoča določanje območij premeščanja in odlaganja, določa neko energijo in premikajoče mase oziroma blokov, omogoča pa tudi upoštevanje varovalnega učinka gozda. Vse karte, ki sem jih prikazal, pri njih ni bil upoštevan varovalni učinek gozda in na tem mestu bom izkoristil priliko, da vse udeležence povabim na gozdarske študijske dneve, kjer bomo predstavili, kako se v modelu upošteva oziroma lahko vključi tudi varovalni učinek gozda oziroma na kakšen način se spremenijo območja premeščanja in odlaganja pobočnih masnih premikov, če upoštevamo varovalni učinek gozda. Samo doseganje ciljev, ki jih za gorski gozd predvideva alpski sistem podnebnih ciljev, predvsem s tem znanjem oziroma prispevkom, ki smo ga v modelu oziroma v projektu Green Risk for Alps razvili. Predvsem gre za sploh določitev, kje imamo varovalno funkcijo in pa torej cilj Forest 1. Gorski gozdovi kot ponor ogljika, torej da so prilagojeni podnebnim spremembam s ciljem ohranjanja svoje pozitivne vloge za zaščito, torej da imamo na teh gozdovih, ki opravljajo zaščitno funkcijo, prilagojene oziroma ohranjene gozdove. Torej tu vidim povezavo z doseganjem podnebnih ciljev. Zlasti pa vidim dosti povezav za doseganje ciljev po alpskem sistemu podnebnih ciljev z cilj prostorsko načrtovanje, recimo sprememba sistemov upravljanja tveganja iz pasivnih v proaktivne, za cilje naravne nevarnosti, upravljanje tveganja v Alpah, spremljanje erozije, zmanjšanje tveganja, za cilj voda, recimo trajnostno obvladovanje poplavne ogroženosti, izboljšana kakovost tal v Alpah, ponovno recimo za cilj tla, z ukrepe na občinski ravni, za izdelovanje kart opozorilnih pred naravnimi nevarnostmi in pa za ocene ranljivosti, recimo koliko smo kot Alpe ranljivi iz naravnih nesreč. Toliko iz moje strani, še eno sliko iz Zadnjice z doline Trente, kjer recimo vidite ta varovalni učinek gozda oziroma še vedno prisotne ostanki snežnih plazov. Hvala.